Govorimo o največji spremembi na področju socialnega varstva od 70 let. In razvoj družbe se kaže tudi v tem, kako družba poskrbi za tiste najranljivejše skupine. Najranljivejše skupine sploh v času negotovosti, v času, ko je varnost v ospredju. Verjamem, da smo zelo solidarna družba in kako je pa to prepleteno z dolgotrajno oskrbo. Celoten sistem dolgotrajne oskrbe smo želeli sestaviti na podlagi solidarnosti, torej dostopnosti za vse. Vladni podcast GoSee. Lepo pozdravljeni v najnovejšem podcastu, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Z vami sem Petra Prešeren Golob. Današnja tema je vsegeneracijska in še kako aktualna. Govorili bomo o enem najpomembnejših korakov k bolj solidarni in vključujoči družbi, o dolgotrajni oskrbi. No, po dolgih letih usklajevanj tudi končno dejansko vzpostavljamo tretji temeljni steber socialne varnosti. Poleg pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja še sistem dolgotrajne oskrbe. Uvajanje je seveda zahtevno in obsežno, vendar korak za korakom postavljamo nov sistem, ki ga Slovenija nujno potrebuje. Danes je zato z nami minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki nam bo podrobneje predstavil, kaj vse vključuje dolgotrajna oskrba. Minister, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Vi vodite zahteven resor, saj pokrivate področja, kjer je naša družba še posebej na preizkušnji, saj pride v ospredje vrednote, ki jo vaš resor nosi tudi v imenu solidarnost. Kje se prepletata solidarnost in dolgotrajna oskrba? Ja, mislim, da je beseda solidarnost en zelo dober opis tudi slovenske družbe. Ta teden sem bil namreč v Bruslu in med drugim sem se pogovarjal z novinarko, ki je pokrivala tudi poplave v Sloveniji, novinarka iz Nemčije, in prva stvar, ki mi je rekla, da je bila izjemno presenečena nad odzivom ljudi takoj po poplavi. Koliko je bilo vzajemne pomoči in podpore, da to je nekaj neverjetnega, da ni še nikjer videla, in tako da ravno zaradi tega verjamem, da smo zelo solidarna družba in kako je pa to prepleteno z dolgotrajno oskrbo. Celoten sistem dolgotrajne oskrbe smo želeli sestaviti na podlagi solidarnosti, torej dostopnosti za vse, ne glede na to, kako globok je naš žep, da pomoč, ki jo potrebujemo na starejša leta ali pa tudi prej, dobimo vsi, in to je bilo naše osnovno vodilo. Zdaj, če pogledava uradno definicijo, dolgotrajna oskrba je opredeljena kot sistem storitev in ukrepov, namenjenih osebam, ki so zaradi bolezni, starosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. To je dolga, malce zapletena definicija, ali lahko morda poenostavite, razložite, kaj vse to konkretno pomeni? Ja, zagotovo zapletena in dolga definicija. Tudi dve besedi smo slišali, podporna opravila, naprimer, kaj je to, pa osnovna opravila. Jaz mislim, da je najboljši plastično razumeti. Prvič, kot že izvira iz besede dolgotrajna oskrba, govorimo o nekomu, ki rabi pomoč dolgotrajno, torej dlje časa. To ni to, če si naprimer zlomimo nogo, pa potrebujemo pomoč samo 2 meseca, to ni dolgotrajna oskrba. Dolgotrajna oskrba je, če smo imeli eno poškodbo, ali smo invalidni, ali smo starejši in potrebujemo pomoč skozi daljše časovno obdobje. To pomeni pri pitju, opravljanju osnovnih higienskih stvari, naprimer tudi pri gospodinjskih opravilih, da nam gre kdo v trgovino in podobno. Celoten ta spekter je dolgotrajne oskrbe, torej tisto, kar nam omogoča samostojno živeti, torej da živimo polno življenje. In že iz te vaše razlage gre razumeti, torej dolgotrajna oskrba ni namenjena samo starejšim, ampak vsem starejšim od 18 let in morda zaradi poškodbe, bolezni je to lahko jutri že vsakdo izmed nas, ne? Tako je. Čisto vsak, ki je starejši nad 18 let in potrebuje podporo v svojem vsakdanjem življenju, mu je dolgotrajna oskrba namenjena. Uporabnikov bo vedno več, tudi tisti, ki so mlajši od 65 let, je pa glavnina seveda oseb, ki so vključeni v dolgotrajno oskrbo, starejši kot 65 let. In ravno zato so te spremembe tako nujne, ne? Vsak 5. prebivalec Slovenije star 65 let ali več. Kakšne so demografske napovedi?
Zagotovo smo starajoča se družba. Omenili ste, da vsak peti je že star nad 65 let. Ko pogledamo podatke iz leta 1991, je bilo teh nekaj čez 10%, zdaj smo že čez 20%, leta 2050 bo čez 30% oseb starejših nad 65 let. In ravno to je osnova, zakaj potrebujemo sistem, kot je dolgotrajna oskrba. Postavljali smo ga tudi na podlagi teh podatkov, na podlagi demografske slike Slovenije, in jaz upam, da se bo v prihodnjih letih še nadgrajeval in nudil vso ustrezno oskrbo. Torej, lovimo zadnji vlak pravzaprav. Ja, lovimo zadnji vagon, bi jaz celo rekel, ne samo zadnji vlak, ampak smo na vagonu in se premikamo zelo aktivno naprej in to je tisto, kar je glavno. V uvodu sem omenila tretji temeljni steber socialne varnosti. Kaj pomeni, da vzpostavljamo ta steber? Kako se ta dolgotrajna oskrba razlikuje od zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja? Vsi poznamo pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in ko govorimo o vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe, je najbolj plastično si predstavljati, kot da bi zdravstveni sistem postavljali iz nule. To je tisto, kar počnemo ta trenutek. Glavna sprememba, ki se je zgodila na tem področju, pa da je ravno tako kot zdravstvo temelji na zavarovanju. In to je tudi ta prispevek, ki ga vsi plačujemo, ampak ravno zaradi tega je vsem storitev, ki jih nudi dolgotrajna oskrba, dosegljiva in dostopna, ne glede na koliko imamo v svojem žepu ali koliko ima kdo od naših bližnjih. Torej, s tem, ko postaja tretji steber, postaja steber, ki je dosegljiv vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije, ne glede na to, kakšen je njihov status, in to je, s tem postaja ta osnovni steber naše družbe. In ker postavljate praktično od temeljev navzgor, je tudi tako zahtevno, bom rekla, in se tudi najde kakšna ovira na poti, ne? Ovira je kar nekaj na poti, ampak nikoli se ne predamo, vedno pogledamo in jo postavljamo sistem naprej. Dostikrat slišim besedo dolgotrajna oskrba ne živi, dolgotrajna oskrba še kako živi. Živi že, je tudi že prej, ampak tudi po zakonu živi intenzivno. Zadnje leto pa pol, prvo pravico, o kateri bova kasneje, tudi če verjetno malce več govorimo o oskrbovalcu družinskega člana, je teh oseb že skoraj 2000. Torej 2000 novih oseb je vključen v sistem dolgotrajne oskrbe, ki ima oskrbo, ki jo prej ni imelo. To je, kakor da bi v letu pa pol zgradili in napolnili 20 domov za starejše s po 100 osebami, da si malo bolj plastično to predstavljamo. In predvsem ste olajšali toliko življenj oziroma naredili lažje življenje za svojce in za ljudi, ki potrebujejo. Tako je, predvsem za celo družino in konec koncev smo jo omogočili, da živijo tam, kjer želijo, torej da so ostali doma. No in ravno to je ena od 4 temeljnih pravic, ki jih dolgotrajna oskrba vsebuje oziroma prinaša. Vi ste že omenili pravico do oskrbovalca družinskega člana, velja od januarja 2024 torej, in po novem so lahko to tudi upokojeni družinski člani. Kaj prinaša potem ta pravica? Ja, tu smo razširili pravico v letošnjem letu in sicer s 1.7. bodo lahko oskrbovalci družinskega člana postali tudi upokojenci. To predvsem na poziv združenj in pa tudi pregledu terena in mislim, da je super, da smo to naredili. Ko govorimo o oskrbovalcu družinskega člana, je to tista oseba, ki z nami živi na istem naslovu in skrbi za nas. Kako pridemo do tega? Prvič je vlogo je treba oddati na Center za socialno delo, kjer gre vsaka oseba, ki bi želela prejemati podporo skozi ocenjevanje, in če je uvrščena v 4. ali 5. kategorijo, to sta 2 višji kategoriji dolgotrajne oskrbe, lahko prejme pomoč iz strani oskrbovalca družinskega člana. Moram pa to poudariti, da tudi tisti naši družinski član, ki ne bi skrbel za nas, je preverjen. Torej se preverja, ali je sposoben nuditi ustrezno oskrbo. To opravi invalidska komisija v okviru ZPIZ-a, tako da je zagotovljeno tudi, da je oskrba ustrezna. Je pri upokojencih pridobitev tega statusa oskrbovalca kaj drugačna? Morajo biti še na kaj posebej pozorni?
Ne, čisto ista je. Postopek je čisto isti za čisto vse. Razlika v tem, da s 1.7. lahko vlogo za oskrbovalca družinskega člana dajo tudi upokojenci, zato bodo prejeli isto nadomestilo plačila. Morda še kaj več o tem? Ja, v višini 1,2 minimalne plače, če skrbijo za eno osebo, če skrbijo za 2 osebi, pa 1,8. In pa seveda odstotek svoje pokojnine, ki jim pripada po zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Pa tudi izobraževanje, ne? Tudi izobraževanje, tako, ko hodim po terenu, zelo veliko vprašanje točno to, kako bomo preverjali samo izvajanje na terenu. Prvič, vsak oskrbovalec družinskega člana mora iti skozi izobraževanje, koordinator dolgotrajne oskrbe, ki bo pa zaposlen pri izvajalcih, bo pa tudi preverjal, kako se to izvaja na terenu. Ne? Torej, ne želimo si negativnih zgodb na terenu, tako da lahko se tudi izgubi status oskrbovalca družinskega člana, če oskrba na terenu ne bo ustrezna. Torej nadzor bo vsekakor, ne? Nadzor zagotovo mora biti. Vpeljali ste tudi dodatne storitve, e-oskrbo, ta že obstaja na terenu, se že izvaja tudi po starem sistemu v narekovajih, in storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti. Kaj to pomeni oboje? E-oskrbo mislim, da zdaj pa že kar dobro poznamo. To je tista zapetnica ali ovratnica, ki jo imamo, ki je ves čas z nami. Torej, če bi bil jaz starejši in bi bila možnost, da padem, ali sem rahlo dementen, kakšne dneve se mi tako že zdi, da sem, je to tisto, kar mi nudi prvič meni osebno varnost, da vem, da če se mi kaj zgodi, se bo alarm takoj sprožil in klical klicni center. Drugič pa mislim, da je to predvsem varnost za celotno družino, torej če sem sam in imam e-oskrbo, so lahko moji bližnji, ko so v službi, mirni, ker vejo, če bom slučajno padel, da se bo alarm sprožil, da bodo tudi oni obveščeni in bo stekla ustrezna oskrba. Ko govorimo pa o storitvah za ohranjanje samostojnosti, so pa te predvsem preventivne, ker mislim, da je nujno, da tudi to naslovimo. V preteklosti nažalost se čaka predolgo in nekdo vstopi v sistem šele, ko potrebuje zdravstveno oskrbo. To so storitve psihofizične podpore, to so fizioterapija, delovna terapija, ki se izvaja na domu. Vsakmu pripada, glede na to, katero kategorijo smo uvrščeni, koliko ur na leto, in to je predvsem, da ljudem omogočimo, da čim dlje živijo tam, kjer želijo. Torej, če sem jaz doma in želim biti doma, živim v hiši, ki ima 10 stopnic, da lahko pridem do svojega stanovanja, bom svojim fizioterapeutom vadil, kako vsak dan uspešno premagati 10 stopnic. To se mi zdi tudi zelo pomembno, da je ta storitev prilagojena dejanski situaciji na terenu. In kot ste rekli, delujete preventivno, torej ohranjate ljudi aktivne in sposobne, da živijo doma, kar si večina pravzaprav želi čim dlje ostati doma. Točno to, kot že samo ime pove, da smo lahko čim dlje samostojni. In tudi naslednja pravica, omogoča, da ljudje čim dlje ostanejo doma, to je pravica do dolgotrajne oskrbe na domu. Kako se razlikuje od pomoči na domu? To pravico poznamo že vrsto let in kaj ta pravica do dolgotrajne oskrbe na domu vse vključuje? Ja, pomoč na domu mislim, da vsi poznamo. Prvič mogoče pojasnilo, pomoč na domu ostaja, se ne ukinja. Mislim, da je zelo pomembno, tako da vsak, ki jo ima, jo bo imel lahko še naprej in vsak, ki jo bo potreboval, ravno tako. Osnovna razlika je v tem, da je dolgotrajna oskrba na domu brezplačna. Torej, tisti, ki jo bo prejel, ne bo rabil zanjo doplačevati čisto nič. Prejel jo bo pa na podlagi ocene na Centru za socialno delo, torej koliko ur dolgotrajne oskrbe pripada. To je pa pomoč sredstva pri tistih osnovnih in podpornih opravilih, torej pomoč pri pitju, oblačenju, negi, ko gremo zvečer spat, in pa tudi pri gospodinjskih opravilih, obrokih, kuhanju obrokov in podobno. To je vse tisto, ki se potem dogovorimo z izvajalcem, ko dobimo obseg ur. Torej, če bi jaz dobil 80 ur dolgotrajne oskrbe na mesec, bi se potem šel do izvajalca dolgotrajne oskrbe in se z njim dogovoril, ob katerih dnevih kaj in
in kaj je tisto, kar jaz potrebujem. Tako da to je ta osnovni nabor, tu je tudi del zdravstvenih storitev kot deljenje zdravil in podobno. Tako da najbolj enostavno se mi zdi opisati tisti, ki poznajo storitev, ki smo jo do zdaj prejemali predvsem v okviru domovih za starejše, jo zdaj lahko prejmemo tudi doma. In je res prilagojeno vsakemu posamezniku, ne? Čisto vsak posameznik naredi osebni načrt, tako temu rečemo, ki je potem podlaga za izvajanje. No, tisti, ki pa bodo potrebovali institucionalno oskrbo, torej oskrbo v domu, pa pomeni, da bodo storitve, kot so pomoč pri prehranjevanju in pitju, pri osebni higieni, oblačenju in slačenju, gibanju, pri jemanju zdravil, spremljanju zdravstvenega stanja in podobno, vse te storitve bodo krite iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, stanovalec pa bo plačal stroške prehrane in nastanitve. To se zdi nekako največja sprememba glede na trenutno obstoječi sistem. Tako je, storitev bo potekala tako, kot poteka sedaj. Mogoče bo kvečemu kdo dobil še malce več oskrbe. Osnovna razlika je pa v tem, da bomo plačevali, mi temu rečemo tako imenovani hotelski del. Torej, to je nastanitev, prehrana. Konec koncev, to so tisti stroški, ki jih ima vsak izmed nas tudi doma. Vsak da denar za stanovanje, za svoje položnice, za pranje oblačil in podobno. In to je vse, kar bomo po 1.12. domovih za starejše plačevali, ne glede na to, koliko oskrbe potrebujemo. Torej, ali to potrebujemo bistveno več ali manj, plačamo samo ta del. In tu je še pomembno obvestilo, ta strošek v nobenem primeru ne bo višji od zajamčene pokojnine za 40 let delovne dobe, kar je v letošnjem letu 781 evrov. Torej, za standardno oskrbo v domovih za starejše po 1.12. nihče ne bi smel prejeti položnice višje od tega zneska. Kar je ogromna razlika, Nekateri zdaj plačujejo 1500–2000 evrov za oskrbo v domu, Tako, ker plačujemo celotno oskrbo, torej dajmo si čist plastično predstavljati, 5. kategorija je najvišja, torej 110 ur. 110 ur socialne oskrbe ta trenutek mora nekdo plačati iz lastnega žepa, torej da nam nekdo pomaga pri prehranjevanju, da nas preobleče, da nas umije in podobno. Zdaj pa vse to krito iz zavarovanja. Torej, to je vse to tisto, kar je brezplačno, isto kot pri dolgotrajni oskrbi na domu. Omenili ste že, ta pravica bo uveljavljena s 1. decembrom letos. Kdaj morajo oziroma zainteresirani morajo vloge oddati od 1. novembra dalje oziroma lahko jih oddajo? Je treba gledalce, naše poslušalce še nekaj opozoriti pri tem? Ja, mogoče predvsem obvesilo, da tisti, ki so ta trenutek v domovih za starejše, ne rabijo čisto nič skrbeti. Oni bodo avtomatično prevedeni, torej glede na to, kateri oskrbi so trenutno, bodo prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe s soglasjem, torej ne rabijo dajati nobene vloge in nič podobnega, in to bodo začeli biti obveščani od meseca oktobra naprej. Tisti, ki bi pa želeli iti v dom za starejše, pa lahko dajo vlogo po dolgotrajni oskrbi od 1.11. naprej in to je to. To je edina razlika. Oni bodo pa seveda ponovno, kot vsi ostali, ki dajo vlogo za dolgotrajno oskrbo, najprej ocenjeni na Centru za socialno delo, koliko ur dolgotrajne oskrbe jim pripada. Kaj pa če tisti, ki so zdaj že v domovih za starejše, če se kdo izmed njih odloči, da pa ne bi želel biti preveden v nov sistem, kaj to pomeni zanj, ali bo prav tako plačeval prispevek za dolgotrajno oskrbo? Ja, seveda se lahko kdo odloči, da ostane po starem sistemu, ki se tudi ne ukinja, torej po zakonu o socialnem varstvu. Mogoče to obvestilo tudi, če nisem upravičen do dolgotrajne oskrbe, torej dam vlogo za dolgotrajno oskrbo, grem skozi postopek ocenjevanja in z njej zaključek, da dolgotrajne oskrbe trenutno še ne potrebujem, ampak jaz bi pa vseeno želel iti v dom za starejše, to še vedno lahko storim. To ni izključeno in sicer po zakonu o socialnem varstvu. In tako da ta podlaga še vedno ostaja. Prispevek pa bomo seveda vsi plačevali, tako jaz kot tisti, ki so tudi ta trenutek v domu za starejše, ker temelji na solidarnosti. In to je to tista največja pridobitev celotnega sistema, da omogoča dostopnost za vse in v obsegu oskrbe, kot jo vsak potrebuje. Jaz sem prepričan, če jo mi ta trenutek ne potrebujemo, zagotovo nekdo izmed naših bližnjih, slej ko prej pa bomo verjetno vsi potrebovali dolgotrajno oskrbo.
In zdaj smo prišli še do 4. pravice, to je pravica do denarnega prejemka. Kakšna je vloga te pravice, kdaj in komu bo na voljo, pa seveda od česa bo odvisna višina tega denarnega prejemka? Denarni prejemek je še ena pravica, ki stopa v veljavo s 1.12. Lahko ga primerjamo mogoče z dodatkom za pomoč in postrežbo, ampak to je še ena v segmentu pravic, za katero se lahko odločimo. Mogoče tu ta poudarek, da je odločitev, katero storitev želimo prejemati, čisto na vsakemu izmed nas. Gre mogoče skozi pot, ki je mogoče dobro za poslušalce. Torej, če bi moja mama potrebovala dolgotrajno oskrbo, bi dala vlogo na Center za socialno delo. Center za socialno delo bi jo potem kontaktiral in prišel k njej na obisk, opravil razgovor in oceno. Na podlagi tega bi prejela odločbo, v kateri bi pisalo, koliko ur dolgotrajne oskrbe na meseci pripada, in potem na podlagi tega bi šla do izvajalca in se odločila, katero pravico izmed njih hoče. Ena izmed njih je denarni prejemek. Torej, če bi se moja mama odločila, ne želim iti v dom za starejše, ne želim prejemati dolgotrajne oskrbe na domu, bi pa želela prejemati denarni prejemek, pa bom potem si sama poskrbela oskrba, to lahko dobi in prejme znesek glede na kategorijo, v katero je uvrščena, teh je 5, torej od 1. do 5. kategorije. Zakaj je denarni prejemek pomemben? To je tudi tisti znesek, ki ga bo vsak prejemal v času, ko bi na primer čakal na dom za starejše. Odločil bi se, da gre v dom za starejše, pa bo mogoče mogel počakati 2 meseca, preden bo prosta postelja. V tem vmesnem obdobju bo prejemal denarni prejemek, torej ni, da v tem tekočem času nam ne pripada nobena pravica. In to tukaj vprašanje tudi ne, ali se te pravice med seboj izključujejo, ali jih je morda mogoče med seboj kombinirati, morda tudi na ta način, ko ste rekli, ko ena pravica še ni dostopna zaradi nekih zunanjih okoliščin, pa potem lahko v vmesnem času dobimo neko drugo pravico. Vedno vse pravice se uveljavlja na podlagi osebnega načrta. Osebni načrt pa lahko vedno spremenimo. Ta trenutek se lahko odločim za dolgotrajno oskrbo na domu, čez 1 leto pa lahko odidem v dom za starejše. Neprimerljive pravice so tu e-oskrba. E-oskrba jo imamo lahko tudi, ko prejemamo dolgotrajno oskrbo na domu, ne pa, ko smo v instituciji, in so storitve za ohranjanje samostojnosti. Zelo veliko vprašanje glede dodatka za pomoč in postrežbo. Ta ne bo isto nobenemu ukinjen. Tisti, ki ga prejema ta trenutek, bo dodatek ohranil do vstopa v sistem dolgotrajne oskrbe. Torej, šele ko poda vlogo, je ocenjen in začne koristiti pravice iz dolgotrajne oskrbe, se mu dodatek preneha izplačevati, zaradi tega, ker ima drugo serijo pravic, ki mu pripadajo, med drugim tudi denarni prejemek, če se za njega odloči. In se sam odloči uporabnik, kdaj želi vstopiti v sistem dolgotrajne oskrbe. Seveda, tako je. To je lahko letos, drugo leto ali pa čez 3 leta. Nekako ste že našteli ta postopek pridobivanja teh pravic, kategorije 5 od 20 ur pa do 110 ur pomoči na mesec. In ko pride nekdo iz Centra za socialno delo, kaj vse recimo pogledajo oziroma kaj vse upoštevajo pri dodeljevanju te pomoči? Tudi ali imamo, ne vem, stopnišče ali dvigalo, tudi take stvari? Vse. Pogleda se ne samo zdravstveno stanje, ampak tudi celotna socialna situacija. Torej, kje živimo, s kom živimo, kakšno je okolje, kakšno imamo trenutno podporo. To so vse elementi, ki se upoštevajo pri samem ocenjevanju. Nam je bilo zelo pomembno, da se to ocenjevanje ne dela v pisarni in na podlagi papirjev, ampak da se dela dejansko na terenu. Ker mislim, da šele takrat vidimo realno sliko. Torej, ni nujno, da nekdo, ki ima isto zdravstveno diagnozo kot drugi, bo prejel isto število ur dolgotrajne oskrbe. Cilj dolgotrajne oskrbe je, da nam omogoča samostojnost in na ta način bo tudi potekalo ocenjevanje. Ali lahko rečete, ali je prehod v novi sistem dolgotrajne oskrbe smiselen in priporočljiv za vsakogar? Jaz mislim, da za zelo veliko večino ja, zagotovo. Predvsem tiste, ki so v institucionalnem varstvu, tudi tisti, ki so že dlje časa vključeni v pomoč na domu. Če družinski člani vedo, da bodo pomoč na domu potrebovali dolgoročno, torej ne samo za omejeno obdobje. Nekaj drugega je, na primer, kot sem omenil prej, zelo mnoge,
ali pa zlom kolka in vemo, da bomo pomoč na domu potrebovali zgolj nekaj mesecev. Če pa jo nekdo prejema že dlje časa, pol leta ali leto ali več, je zagotovo smiseln prihod v dolgotrajno oskrbo na domu in v sistem dolgotrajne oskrbe, ker bomo to podporo potrebovali dolgoročno. Imate morda izračune, ocene, koliko ljudi, koliko uporabnikov bo koristilo te pravice iz dolgotrajne oskrbe? Izračune seveda imamo, to je vedno podlaga za celotno načrtovanje. Uvodoma sem omenil, da imamo že ta trenutek skoraj 2000 oskrbovalcev družinskega člana. Že ta trenutek je skoraj 20,000 oseb v sistemu institucionalnega varstva, torej v domovih za starejše. Kar nekaj tisoč v letošnjem letu pričakujemo tako, da se bodo vključili v sistem dolgotrajne oskrbe na domu in pa tudi oskrbe. Tako da jaz pričakujem, da bo že v letošnjem letu konec leta v sistem dolgotrajne oskrbe vključenih vsaj 30,000 oseb. Dolgoročno so pa neke ocene okrog 70,000 oseb, torej zelo velik del našega prebivalstva. Centri za socialno delo od 1. junija letos sprejemajo vloge za dolgotrajno oskrbo na domu. Malo sva že omenila, na kakšne načine vse je mogoče oddati to vlogo. Vlogo lahko damo seveda fizično na vseh enotah centrov za socialno delo. Lahko jo damo pa tudi elektronsko ali po telefonu. Torej, opcije več. Ne bojte se poklicati, vprašati Center za informacije in sem prepričan, da vam bodo svetovali. Odločbe pa lahko ljudje, ki so zdaj oddali vloge, pričakujejo šele jeseni. Ja, sam postopek, kot sem ga omenil, traja nekaj časa, torej od vloge je treba najprej pregledati vlogo, a je vse ustrezno izpolnjeno, potem je potrebno obisk na terenu, ki je podlaga za oceno. Centri za socialno delo so zdaj kadrovsko popolnjeni, torej že sam ta postopek do odločbe traja nekaj časa, zato predvidevamo, da bodo do takrat odločbe prve izdane, do takrat bo tudi pripravljen informacijski sistem, o kateremu zelo veliko se govori v javnosti. Ta trenutek manjko informacijskega sistema ne ovira nobenega postopka, tako da ko ga bomo potrebovali, ga bomo imeli, kot rečeno pa lahko prve odločbe pričakujemo jeseni. Torej, delo teče nemoteno dalje, kljub temu, da informacijski sistem še ni dokončno vzpostavljen. Delo poteka nemoteno, celoten vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe ravno tako. Večkrat ste omenili tudi osebni načrt. Kaj to pomeni, nam lahko dodatno pojasnite in takrat verjetno začnejo potem tudi veljati te pravice, ne? Tako je, osebni načrt je tista točka, ko smo mi prejeli odločbo in gremo do izvajalca, ali dolgotrajne oskrbe na domu ali institucionalnega varstva, torej tistega, ki nudi storitve dolgotrajne oskrbe v naši občini. To bo vse objavljeno, tam vas bodo tudi obvestili na Centru za socialno delo in z njim se dogovorimo, katere so tiste storitve, ki jih sam želim prejemati. Torej, dolgotrajno oskrbo na domu, na primer, ja, v bistvu živim sam, potrebujem še oskrbo, dogovori se tudi za storitve in ohranjanje samostojnosti. Torej, na papir se zapiše, kako si sam želim prejemati storitve dolgotrajne oskrbe in to je tako podlaga za izvajanje in pa tudi kasneje za plačilo izvajalcev iz strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. S 1. julijem letos je začela veljati obveznost plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. Dejansko ga bomo prvič plačali pri julijski plači, torej avgusta. Kako je v celoti financirana dolgotrajna oskrba? Prvič zagotovo iz prispevka. Uvodoma sem povedal, da sistem temelji na solidarnosti. Torej vsi prispevamo, da lahko naši najbližji zagotovijo in dobijo storitve, ki jih potrebujejo. Drugi pomemben vir je proračun, seveda. Proračun je samo v lanskem letu že zagotovil 170 milijonov za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe, tako da velik del sredstev prihaja in bo prihajalo tudi iz proračuna. Poleg prispevka
prispevka. Tako da to sta dva glavna vira ta trenutek za financiranje dolgotrajne oskrbe. V prihodnosti, če bi bilo kdaj teh sredstev premalo, pa lahko nastopi tudi točka osebnega doplačila, ampak sistem dolgotrajne oskrbe predvideva tudi finančno spremljanje na 3 leta, kako se odvija, kako se razvija, in to so tudi tiste točke, ko bomo lahko videli, ali je potrebno tudi sistem financiranja prilagoditi. Slišali smo kritike, da bomo plačevali prispevek še preden bomo pravzaprav prišli do storitev, ampak to ni res. Omenili ste, že lani je proračun dal denar za to. Lahko še malo bolj pojasnite. Tako je. Omenil sem pravico iz oskrbovalca družinskega člana. Prav tako institucionalno varstvo v domovih za starejše že ta trenutek poteka. V letošnjem letu bomo dali več kot 60 milijonov iz proračuna, da držimo oskrbnine v domovih za starejše. Bistveno nižje, okrog 40 milijonov je tudi pravica oskrbovalca družinskega člana, ki se tudi letos in tudi prihodnje leto bo plačevala iz proračuna, tako da proračun znatno prispeva k dolgotrajni oskrbi in je bil edini vir do sedaj za celotno dolgotrajno oskrbo. Na eni strani ne gre brez denarja, na drugi strani pa seveda ne gre brez zaposlenih, torej kadrov, ljudi, ki skrbijo v domovih za starejše ali pa doma za ljudi, ki potrebujejo pomoč. V domovih za starejše že danes manjka od 300 do 400 zaposlenih, domovi imajo nekje celo proste postelje, ampak zaradi kadrovskega primanjkljaja ne morejo sprejeti novih stanovalcev. Koliko in kakšen dodaten kader bi potrebovali, da bi lahko vsi, ki to potrebujejo, koristili te pravice iz dolgotrajne oskrbe? Ja, z domovi za starejše smo redno na vezi. Mogočen podatek uvodoma iz lanskega leta, ko smo izvedli anketo, dobili smo od domov za starejše, da je prostih postelj zaradi manjka kadra 440. Če pogledamo to na celo kapaciteto, ki je čez 20.000, je to manj kot 2%. Torej, zagotovo je kadrovski problem velik, ampak sistem deluje in teh postelj, ki jih je fraj, spet ni tako zelo veliko. Aktivno pa delujemo na področju zagotavljanja kadrov na ministrstvu in kot vlada smo sprejeli že serijo ukrepov, tudi poseben kadrovski zakon lansko leto, ki vključuje od štipendiranja do financiranja prostovoljstva, do dodatnega izobraževanja, segmenta ukrepov z področja zaposlovanja tujcev. Tu imamo tudi nesrečen že kar famozni 125. člen zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zagotavlja, da v celoti krijemo vse dvige plač v domovih za starejše, ki izvirajo iz plačne reforme. V zadnjih mesecih je bilo zelo veliko govora o plačah v domovih za starejše. Tu lahko povem, da smo kot ministrstvo tudi pozvali vse direktorice in direktorje, da v okviru plačnega zakona, ki omogoča dvig plačnih razredov, torej dvig plač zaposlenim, to tudi storijo. To lahko storijo za 10% zaposlenih in da bo to krila država. In to tudi počnemo, tako da ukrepov je kar nekaj. Zadnji izmed njih pred nekaj tedni je bil razširjen dodatek za demenco, ki je bil zdaj zamejen samo na tiste, ki delajo na zaprtih oddelkih za demenco. Zdaj bo pa prejemalo lahko ta dodatek vsi tisti, ki so v stiku z osebami za demenco, in teh je več kot polovica trenutno zaposlenih na področju socialnega varstva. Tako da ukrepov na kadru imamo kar nekaj, aktivno razvijamo še naprej. Tu sem zelo na vezi tudi z izkušnjami iz tujine, ki nam pri tem pomagajo. Seveda denar je pomemben vidik v tej zgodbi, ampak pomembno je tudi, da v tem delajo ljudje, ki so empatični, sočutni, srčni. Kaj še recimo lahko menite za izboljšanje kadrovskih pogojev, morebitne investicije tudi, da se sami delovni pogoji izboljšajo, da je delo za te zaposlene lažje? Prvič delo, pa tudi mislim, da je izkušnja. Mislim, da je vedno večja potreba vsakega izmed nas, da bi imel malo več tudi samostojnosti, intimnosti, večje sobe v domovih za starejše. Zato v tem mandatu zelo intenzivno gradimo nove domove, jih prenavljamo, zato smo namenili v zadnjih 3 letih več kot 300 milijonov evrov
To je res ogromen znesek, investicije, vse skupaj več kot 60, kar nekaj novih domov se gradi trenutno, samo do sredine prihodnjega leta bo teh novih domov več kot 16, tako da povečujemo kapacitete domov za starejše, predvsem pa izboljšujemo pogoje tudi v starejših. Vsi poznamo zgodbe Izole, doma, ki je v zelo slabem stanju, deli stavbe so iz leta 36 in smo zagrizli tudi v to kislo jabolko. Ravno pred enim tednom je prišla na mojo mizo rešitev, torej kako bo nov dom izgledal in ta dom bo šel v prihodnjih mesecih v gradnjo. Spodbudne novice torej. Tako je. Na številne vprašanja ste že odgovorili, minister, verjamem, da pa čisto na vsa ne in da imajo ljudje še dodatno vprašanje. Kje lahko dobijo naši gledalci, poslušalci dodatne informacije? Klicni center na številki 114 že deluje. Kaj ljudi najbolj zanima in kako boste te informacije naredili čim bolj dostopne starejšim, ki jih to najbolj zanima? Predvsem največ informacij je vezanih seveda na kako prejeti dolgotrajno oskrbo, komu pripada, kaj je potrebno narediti. Zelo sem vesel, da je bil klicni center vzpostavljen. Tam je bilo v zadnjih tednih že več čez 3000 klicev, tako da vsakega, ki rabi še dodatne informacije, mu svetujem, da pokliče na telefonsko številko 114. Tam bodo svetovalke in svetovalci mu nudili vse, kar potrebuje, tako da je super, da je bil ta center izpostavljen in vzpostavljen in zagotovo pomaga pri informiranju. Veliko sva govorila tudi mi dva oziroma nekaj besed o prispevku, me je pa presenetilo, da je pa zelo malo vprašanj o prispevku, ker večina ljudi razume, zakaj bo prispevalo v ta solidarnostni sistem. Je tisti odstotek nekako manj, kot so plačevali, denimo zdaj v domovih za starejše, ne, recimo? Zagotovo to. Mislim, da položnica za dom za starejše ni bila breme samo tistega, ki je bil v domu, ampak breme za celotno družino. Jaz verjamem, da se marsikdo v preteklosti tudi ni odločil, da bi šel v dom za starejše, ravno zaradi tega. In če bomo s tem vsaj nekaterim omogočili tudi ta manjši čustveni pritisk na stare leta, ljudem, ki so konec koncev gradili našo državo, jo postavljali in bodo z lahko vestjo šli v dom za starejše, ko so starejši in potrebujejo podporo in se ne bodo čutili kot breme svojim otrokom ali svojim bližnjim, je to zelo velika sprememba, ki smo jo naredili v družbi. Za konec samo še vprašanje, kakšen je vaš pogled v prihodnost sistema dolgotrajne oskrbe? Kaj si želite, da bi čez 10 let lahko rekli o tem, kako smo kot država poskrbeli za starejše in ranljive skupine? Ja, stavek, ki mislim, da me zdaj že vsi poznajo, ki ga vedno izrečem, je, da je dolgotrajna oskrba živa. In živa mora ostati še v prihodnje, mora ostati živ sistem, ki se bo prilagajal demografskim spremembam, ki se bo prilagajal situaciji na terenu, da bomo v prihodnje nadgrajevali same storitve, najprej pa zagotovo zagotovili izvajanje teh. Govorimo o največji spremembi na področju socialnega varstva od 70 let. To me je presenetilo, to so mi rekli profesorice in profesorice iz Fakultete za socialno delo. Ali se zavedamo, kako veliko spremembo delamo na tem področju, da tako velike spremembe ni bilo vse od sprejetja zakona o socialnem varstvu. In razvoj družbe se kaže tudi v tem, ne, kako družba poskrbi za tiste najranljivejše skupine. Ne? Najranljivejše skupine sploh v času negotovosti, v času, ko je varnost v ospredju. Mislim, da se ravno takrat pokaže, kakšna družba smo. Jaz ne samo verjamem, ampak tudi vem, da smo Slovenci in Slovenke zelo solidarni in da nam je zelo mar, kako je poskrbljeno za ljudi, tako da sem gotov, da nobenega ne bomo pustili od zadaj. Minister, najlepša hvala za vsa pojasnila. Uspešno delo seveda še naprej. Hvala. Hvala pa tudi vsem našim gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Spremljate nas lahko na našem YouTube kanalu ali pa na aplikacijah za podcaste. No, po poletnih počitnicah pa bomo ponovno z vami z utripom Blejskega strateškega foruma.